Dobro. Vsem lep pozdrav. To čudovito soboto, v tem prečudovitem dnevu, ki nam je še v tem jesenskem času na voljo, da ga izkoristimo tako ali drugače. Prisotnost na Zoomu danes je 28 članov, tukaj smo se kaj prešteli, mi lahko kdo pomaga? 13 nas je tukaj v centru in kot ponavadi dobili ste se pravi elektronsko sporočilo, v katerem je pač pripet tudi zapisnik 29. konference našega Zooma z 18.9.21 in vas sprašujem, ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik. Če pripombe ni, potem bomo nadaljevali, tako da če ima kdo kakšno pripombo, mirno prosim z besedo na dan. Ste prebrali zapisnik, je v redu, lahko kdo potrdi, v redu, ok, hvala. Torej, zapisnik z dne 18.9.2021 od prejšnje Zoom konference je uradno potrjen in kot tak gre v naš društveni arhiv. Kot že veste, smo imeli ta teden zelo pestro, tudi tukaj. Bil je sklic 4. izrednega občnega zbora Društva za srečno življenje Belis. Namen in cilj društva je v prvi alineji zelo lepo definiran. Srečno življenje z brezpogojno ljubeznijo do popolnega življenja. Ko govorimo o brezpogojnosti, gremo naprej brezpogojno, brez zamer. Če nekaj ni v redu, to skušamo popraviti. In ta stavek je tako globok, da bi ga tudi jaz kot s prejšnjo profesijo zelo težko definiral, ker sem soprogi enkrat rekel, da ko sem njo srečal, sem slišal za ta termin brezpogojna ljubezen. V cerkvi tega izraza nikoli nisem slišal, slišal sem samo odpuščanje za nove grehe, za stare grehe, ampak brezpogojna ljubezen je bilo nekaj, kar sem prvič slišal od nje. In to me spremlja 33 let, kar sva skupaj in mi je zelo ljubo, da je to namen in cilj tudi v našem društvu. V tem duhu smo sklicali tudi 4. izredni občni zbor, ki je narejen zato, da se korigira tisto, kar v društvu narobe. Na podlagi tega občnega zbora smo potem seveda, upam, da ste dobili te linke, da vam odpirajo. Nekdo je rekel, da ne more odpreti teh skrajšanih povezav. A je še kdo, a mi lahko potrdite, ima še kdo težave z odpiranjem teh linkov, ki jih pošljem po elektronski pošti, se da to odpreti? To, da malo pokomuniciramo. Ste kaj poklikali zapisnike, pa sklice, pa dnevni red? Ste kaj poklikali? Ne, vse delovalo tako treba. Deluje, dobro. Dobil sem eno pripombo, en gospod ne more tega odpreti, ampak jaz ne vem. Borut, morda ti veš, kaj bi lahko bil razlog, da se... Brskalnik, recimo jaz uporabljam Mozilla Firefox in Mozilla Firefox je malce bolj varna. In včasih zna težave predelati. Če pa je v Bingu ali pa v Chromu, pa bi moralo biti. Bom potem v tem duhu jaz gospodu odgovoril in mu predlagal, da zamenja brskalnik, pa najprva še enkrat to, ker načelno deluje, meni to vedno delovali in mi je bilo čudno, da gospodu ni. Hvala za to tehnično informacijo, tako da tudi tistim, ki vam mogoče to ne odpre, da boste vedeli, da odprete s kakšnim drugim brskalnikom na mobitelu oziroma tudi na računalniku ali tablici oziroma na aparaturi, katero imate. Mi smo uspešno izpeljali uradni izredni občni zbor, dobili smo novega predsednika in na novo izvoljen predsednik je bil enoglasno izvoljen na tem občnem zboru z glasovi 51 za in 0 glasovi proti. Tako da smo ugotovili, da je bil izredni občni zbor po tretjem glasovanju sklepčen
Tako smo dobili novega predstavnika društva Belis na 4. izrednem občnem zboru z dne 21. septembra 2021 in imamo seveda tudi, kot ste tudi dobili v tem zapisniku, to potrjeno z podpisom novoizvoljenega predsednika, zapisnikarjem in z 2 overiteljema. Tako da danes tukaj, če lahko, tisti, ki imate slušalke, malo potrpite, jaz bi prosil za en glasen ali pa nežen aplavz za našega novoizvoljenega predsednika. Tako da, Miran, iskrene čestitke v imenu društva in tudi v imenu ustanoviteljev, Iviljane Belis in Mihajla Belisa, ti iskreno čestitava in ti želiva dobrodošlico in da bi pravilno to stvar seveda tudi vodil in tudi naj dva popravlja, če bi mi dva skrenila kdaj z kakšne poti, ker nišče popolem. Tako da, iskrena hvala. Razen mene in tebe in vseh nas. Vedno so izjeme. Tako je. Jaz bi sam na koncu mogoče povedal to, da se pravi naši članici, gospe Mateji Žlogar, se za njeno preteklo delo zares iz vsega srca zahvaljujem. Bila je pripravljena takrat sprejeti, na pobudo ustanoviteljev je bila imenovana, se pravi ni bila izvoljena, ona je bila imenovana. Takrat, ker še nismo imeli volitev, bila je imenovana in se ji zahvaljujemo za to. Bo pa imela seveda po 2-letnem mandatu novo izvoljenega predsednika enako možnost ponovno kandidirati in se potegovati za katerokoli funkcijo, tako kot drugi člani. Do takrat pa člani društva Belis pričakujemo, da se bo še naprej angažirala in vključevala v izvajanje dejavnosti v društvu, kot so določene v statutu Društva za srečno življenje Belis. Ob tem naj vam povem, da bi rad v izogib kakršnega koli dvoma še enkrat ponovil posnetek, ki ga je dala za vse nas. Samo moment, glasno moram dati, še enkrat ponovim. Evo, takole. Podajam sporočilo, uradno sporočilo članom društva Belis. Spoštovane članice, spoštovani člani društva Belis. Prišel je čas, ko predajam mesto predsednice svojemu nasledniku društva Belis. To je bila res lepa izkušnja, ki mi je pokazala vso veličino trenutnega sistema. Čas, v katerem se nahajamo, je dokaz, da moramo kolektivno zavest dvigniti z novo energijo, novo kreacijo in novimi pristopi. To je čas, ko je potrebno skreirati popolnoma nove dimenzije naše skupne prihodnosti. Iskreno se zahvaljujem ustanoviteljem društva Belis za čudovito izkušnjo. Skupaj s srčnim in aktivnim delom smo društvo po 18 letih oživili, mu vdahnili dušo, da služi svojemu namenu. Glede na mojo osebno odločitev je čas, da v društvu zavaje nov veter, nova energija. Zato predajam mesto predsednice društva Belis svojemu nasledniku in se podajam na skupno pot. Hvala vsem, ki ste bili z mano, ki ste me podpirali in me še boste podpirali. Z vami, vsemi, ki ste prebojeni, se podajam na novo pot, z novimi energijami, z novo kreacijo, na skupno pot rajskega obilja za vse. Hvala lepa in se iskreno zahvaljujem vsem. Lep pozdrav. Tako, za osebno odločitev, seveda so to osebne odločitve, Mateji iskreno čestitamo in na podlagi tega sedaj pozdravljam novega predsednika, Miran, pozdravljam, da se vam predstavi in spregovori nekaj besed v zvezi z njegovo vizijo v društvu. Mateja, najlepša hvala za tvojo ponudbo. Zdaj bi pa nekaj povedal
o preteklosti in v prihodnost. Preštel sem svoja leta in ugotovil, da mi je preostalo manj časa za življenje kot tisto, ki sem ga preživel do sedaj. Počutim se kot otrok, ki je dobil škatlo sladkarij. Pričel jih je za užitkom jesti, ko pa je opazil, da jih v škatli zmanjkuje, jih je začel jesti s posebno skrbjo in uživati v vsakem grižljaju. Nimam več časa, da bi prenašal absurdne ljudi, ki kljub visoki starosti še niso odrasli. Ne prenesem manipulatorjev in oportunistov. Motijo me zavidljivi ljudje, ki poskušajo diskreditirati tiste, ki so sposobni osvojiti svoje položaje, talente in dosežke. Moj čas je premajhen, da bi razpravljali o naslovnicah. Hočem vsebino, moji duši se mudi. V škatli ni ostalo več veliko sladkarij. Želim preživeti svoje življenje z ljudmi, ki jih krasi prava človečnost in toplina. Ljudem, ki se znajo smejati lastnim napakam, ljudem, ki razumejo svojo usodo in se ne skrivajo pred dolžnostmi. Tistim, ki branijo človeško dostojanstvo in želijo biti le na strani resnice, pravičnosti in poštenosti. To je tisto, zaradi česar je življenje vredno živeti. Želim biti obkrožen z ljudmi, ki se znajo dotakniti srca drugih ljudi. Ljudem, ki so jih težki udarci v življenju naučili odraščati in ohraniti nežne dotike duše. Ja, mudi se mi, da živim z to intenzivnostjo, ki jo lahko da le zrelost. Nočem zapraviti več sladkarij, ki so mi ostale. Prepričan sem, da so še slajše od tistih, ki sem jih že jedel. Moj cilj je, da v miru pridem do sebe s sosedi in svojo vestjo. Imamo 2 življenja. Drugo pa se začne v trenutku, ko spoznate, da je življenje samo eno. In to je minljivo. In na nas je, ali bomo opravili nalogo, ki nam je bila dana ob rojstvu. Človek v svojem življenju lahko zgreši svojo pot. Vsak živ človek v sebi nosi tudi dušo, ki je za mene mnogo bolj pomemben del življenja, kot pa fizično telo, ki duši daje svoje telo na uporabo za svoje delovanje v tem življenju. V vseh letih, odkar se po naših TV programih odvijajo razni resničnostni šovi, smo se naučili samo eno. Razno verbalno in Bog ne daj fizično nasilje je bilo vedno sprejeto z neodobravanjem večine in res ne razumem, zakaj se je vse to počelo ta teden. Sedaj pa zgolj moj pogled na vse to. Mateja, v začetku leta se je pričela tvoja in Beli zgodba o uspehu, za kar so bili dani vsi pogoji glede na COVID situacijo. Društvo je cvetelo v ljubezni in z veseljem sem se pridružil. Nekje v maju pa sem ob tvojih govorih opazil, da se je ta pot razcepila v 2 dela. In drugi del je vozil ven iz Belisa. Tvoji govori, to in ono vas bom naučila, se ni in ni zgodilo, dokler se nisi odločila za delavnice, ki jih je večina članov Belisa sprejela kot plačljive delavnice Belis, čeprav to niso bile so tvoje lastne delavnice in tu se je zgodila velika napaka, ki se je potem manifestirala s tvojim nadaljnjim nedelovanjem v društvu ter s tvojo izjavo, da predaš svojo funkcijo svojemu nasledniku. Po burnem dogajanju v tem tednu na tvojem Facebooku, posebej pa še na našem društvenem, do katerega društvo sploh nima dostopa in ne more na njem delovati, pa mislim, da je vrelišče doseglo točko, pri kateri je resnično potrebno narediti red, da bo delovanje društva v bodoče normalno in v korist nas vseh, ki smo združeni v njem. Kot sem že prej omenil, resničnostni šovi so vedno do sedaj vsakega, ki je bil glasen in je mešal gnoj, v naslednjem tednu izločili. Zato Mateja,
To je moje mnenje. Škoda, ker nisi gledala nobenega od teh šovov ali pa se žal nisi v njih nič naučila. Kakorkoli, glede na vse to je moje mnenje, da si sama s svojim delovanjem v preteklih dneh dokončno izkopala svoj lasten grob glede delovanja v društvu. Če komu to ni v redu, kar sem povedal, pa še moj pogled, kako naj bi društvo delovalo. Predsednik je zgolj član društva, ki ima moč v sebi in je zato pripravljen sebe izpostaviti za celo društvo pri raznih dejanjih in nalogah. Neomejena pooblastila predsednika pa nikakor ne smejo pomeniti, da je potem društvo in njeni člani last predsednika, ki z njimi operira, kot se mu zljubi, in ravno takšen občutek so mnogi člani dobili v teh dneh. Sam sebe sem vedno smatral za dovolj razumnega, da ne bi škodoval drugim ljudem in zato do sedaj v življenju nikoli nisem še imel kakršnih resnih konfliktov in sovražnikov. Sedaj pa se sprašujem, ali je ta pot, na katero se podajam, mogoče takšna, da sem prvič v življenju prišel do točke, ko se ne bom več počutil varno. Če je v tem kaj resnice, mislim, da je potem najbolje, da se jutri vsi postavimo v vrsto za cepljenje in da pričnemo častiti slovensko vlado, kako je dobra do nas, ker skrbi za naše zdravje. Še vedno ne razumem, ali je to stopna najvišjega stadija ljubezni, ki se je v tem tednu manifestirala z bruhanjem izjav po Facebooku. Če je to, potem v tem trenutku odstopam od funkcije predsednika društva, drugače pa gremo naprej, to da določene spremembe bo resnično potrebno storiti, vse samo za bolje v dobro članov. Začnimo manifestirati življenje z brezpogojno ljubeznijo do popolnega življenja. In še moj pogled na to. Ko srečaš pravo osebo in skupaj zajadrata skozi življenje. Evo, to je to, tukaj. Evo, 39 let sva skupaj in oba veva, da brez problema bova skupaj ostala do smrti. In najlepša smrt za naju bi bila, če umreva oba naenkrat, in to je čista resnica. Pa če nama je treba, nikjer drugje, pa na motorju. Čez toliko in toliko let. Ajde, hvala. Nekateri pa vse to znajo lepo zapakirati in celo prodajati naprej preko delavnic. Sami pa na tem področju nimajo nič rešeno. Ljudje smo pač takšni, da moramo skoraj vsako stvar v življenju plačati z denarjem, da nam nekdo pove nekaj, kar nam je že dano samo po sebi. To pa zato, ker ne vibriramo pravilno, tega nočemo ali pa resnično ne vidimo. Če bi vse moje delavnice, ki sem jih obiskoval, seštel, bi se jih sigurno nabralo preko 2 meseca. Na tedenski delavnici Marjana Ogorevca je ženska vprašala po njeno zelo pomembno vprašanje. Le zakaj mojega moža nikoli ne morem pregovoriti, da bi prišel za menoj? Njej se je vprašanje zdelo zelo na mestu. Odgovor Marjana Ogorevca je bil sledeči. Ja, veste, kaj pa če pogledamo to tako, da vaš mož takšnega tečaja sploh ne potrebuje? Ups, sedaj pa se vprašanje ni zdelo več tako pomembno. To je to, hvala. Zdaj pa samo še eno misel, ker vidim, recimo, tudi, ko se pogovarjajo, kje je nekatere precej strah za prihodnost, ne. In tukaj so 1-2 stavka od Mahatma Gandija, ki vemo, kdo je bil in za mene je eden največjih človekov prejšnjega stoletja. Kadar obupujem, se spomnim, da je bila pot resnice in ljubezni brez izjeme zmagovita skozi vso zgodovino. Pojavljajo se tirani in morilci in za nekaj časa se zdijo nepremagljivi,
a nazadnje vsele propadejo. Imejmo to pred očmi vedno. In moje mnenje je, da COVID bomo sigurno premagali, če bomo združeni. In samo zato sem to funkcijo sprejel in čist nič drugega. Vse ostalo mene ne zanima, nobena stvar. Ker časi, ki prihajajo, mislim, da bo tudi pomembno, da se bomo kako bi rekel, da se bomo s kakšnim drugim isto mislečim ali samo podobno mislečim združevali, ne združevali, samo sodelovali, združevali nikakor ne. Ker samo tako bomo resnično lahko se obdržali in zaživeli v pravem življenju, tako kot nam je začrtano v naši duši in v društvu Belis. Hvala. Dragi Miran, dobrodošel. Iskreno hvala za te globoke misli. Moram reči, da so me pretresle. Tudi sam sem se našel v tej škatlici bombonov, ki jih je vedno manj. In kot v onem filmu You never know what you're gonna get, ko odpreš tole škatlico. In ko jih začneš jesti, so bomboni seveda dobri, sladki, z užitkom, ampak kaj jih zmanjkuje, zato ker so dobri, pogleduješ, da bi jih še imel. Ampak ko jih je enkrat konec, je zgodbe konec, tako kot vsega v življenju, kar je minljivo. No, Miran je pripravil zdaj še eno zadevo, rekel je, da me bo testiral danes. Jaz sem prišel v društvo Belis in on se je tle zdaj prelevil v varnostnika ali nekaj podobnega, v neko drugo zadevo. In jaz sem prišel seveda zdaj pred ta mikrofon, pri katerem piše PCT in mi ne dovoli, dokler ne izpolnim pogojev. Dober dan. Dober dan. Jaz sem Johnny Novak, varnostnik pred zelo pomembno trgovsko hišo. Dober dan, gospod. Maska. Kaj je to? Ja, maska, da ne okužite drugih ljudi tukaj v našem nakupovalnem centru. Ne moram vas spustiti notri, če takšni, to so navodila. To so navodila. Gospod, vi poznate zakon? Jaz imam tukaj navodila, zakon jaz ne vem, kaj je. Ne veste, kaj je zakon, potem se z vami sploh ni možno pogovarjati, pol ne veste tudi, kaj je maska, verjetno. Ja, vem, da zaščiti usta. Potem veste tudi, kaj je zakon, ne, zato, ker imate varovanje okolja, tukaj se pravi. Kaj pa je varovano okolje po vaši logiki, usta ali kaj drugega? Ja, oboje je. Kaj je to oboje, mi lahko pojasnite? Ja, čakajte, zdaj jaz sprašujem, ne vi sprašujete. Ne, ja, vi ste meni rekel maska, jaz vas sprašujem, kaj je to, pa ste rekel, da veste, kaj je maska. Varovano območje je to, kar za mano stoji trgovina. Ampak, a je to navodilo ali je to zakon? Oboje. Ne more biti, zakon je, veste, varovano okolje, ki ga definira pravilnik. Po zakonu je varovano okolje strupeno in vi morate varovati strupeno okolje tam, da ljudje čuvate. Kaj pa maska varuje, moja usta ali varovano okolje? Ne, žive ljudi. Žive ljudi, se pravi, jaz ne smem v trgovino, ker je vse strupeno po vaši logiki. Ne. Kaj pa? Ne. Ja, potem je to varovano okolje in jaz v bistvu potem ne smem noter. Zakaj spuščate ljudi z maskam noter? Se ne ščitijo proti virusu. Piše na škatli, da ne ščiti proti virusu. Ne, to ljudje ne berejo, to je v redu. Jaz sem prebral, poglejte. Poglejte, taka vam navodila konc. V redu. A imate masko? Jaz jo bom dal gor, seveda jo bom dal gor. V redu? Ok, maska je gor, v redu. Ne, jo bom dal gor, ampak vi boste najprej podpisali pravno varnost. Jaz imam tukaj pravno varnost, gospod. Si boste prebral, boste podpisali, če se meni karkoli zgodi z masko, pa boste to podpisali. Izvolite pogledati, tukaj je pravna varnost, odgovarjate, če slučajno padem skupaj v trgovini zaradi zastrupitve, ker vi varujete varovano okolje, ki je strupeno. In prosim, da to podpišete, ker je to pač od mene zahtevate vi, se jaz bi šel brez noter. Poglejte, jaz bi to podpisal, samo mi spet navodila tega ne pustijo. V redu, potem pa, kdo pa vam je dal to navodilo? Šef. A šef je vedel, da bom jaz pravno varnost prinesel? Ne, ni vedel. Pol ni navodilo, pol je to zdaj vaša izmišljotina kot maska. Gospod varnostnik, lepo vas prosim, dajte biti malo razumni. Gospod, ni problema, brez maske greste lahko, samo PCT rabim. Kaj je to?
Jaz, veste, ne gledam televizije, ne vem, kaj je to, če mi lahko pojasnite. Ali ste bolezen COVID prebolu, ste cepljen ali ste testirani v zadnjih 48 urah? Prebolu sem, gospod. Ste? Ja, sem. V redu, a mi lahko pokažete na telefonu? Morate imeli QR kodo? Nimam telefona. Nimate telefona. V redu, potem morate pa list sabo nositi. Ja, en list imam, ampak ta list je tako, ne. Ta list je, ne vem, evo, zdaj imamo od društva Belis za srečno življenje, ki je po Evropski uniji narejen, PCT, a ne? Izvolite pogledati. Evo, tako. A to ste mislil? Ja, zgleda zelo podoben, samo tale QR koda je mečkan čudna. Čakajte mi jaz probo tole. Lahko probam? Ja, lepo prosim. Sam tole pa ne prime meni. Vi ste vladna organizacija, tukaj piše, da ne sme vladna organizacija, ker je lahko telefon pokvari. V redu. Čakajte, jaz te kaj. Tak primer še nisem, moram šefa poklicati. V redu. Halo, šef. Ja. Tukaj je spet ena stranka, tako kot včeraj z enim certifikatom od Belisa. Kaj zdaj to pomeni? Tistega sem lahko enostavno zavrnil, da on stale zgleda, da mi nauha odstranjati. Ja ne, kar pridite vi dol, pa se z njemu zmenite. Jaz ne morem. Policije tudi nam klical, ker so sami problemi. Ok. Dobar, veste, ko je. Tako je. Šef je tako rekel. Lahko greste noter, tukaj te dobu še kupon za eno kavico v našem bufetu, pa prosim, če tega okrog ne govorite. Ja, jaz bom to okrog kazal, ker je to legalno. To je pravno formalno veljaven certifikat. Mobilno EU digitalno potrdilo za samotestiranje, se vidite, da Evropska unija ne piše SI. To je evropsko nadpotrdilo. Tako da hvala lepa za razumevanje in se vidimo potem kasneje, ko pridem ven s kavico. Tudi za vas. Hvala lepa. No, to smo naredili zdaj z našim predsednikom en tak, bom rekel, skeč, ki v resnici deluje povsem drugače kot sva midva, ampak vsi se moramo zavedati, da je COVID igra. Postavite figure na šahovnico, se pravi, najprej se je treba odločiti, ali boste igrali z belimi figurami ali boste igrali z črnimi figurami. Pa že tukaj nastaja trik. Jaz, kadarkoli sem z očetom igral šah, seveda bil sem v srednji šoli v Kamniku in ko sem se vračal domov, sem prišel seveda vedno z nekimi novimi triki, ker mladi si povemo stvari. In sva igrala šah in je rekel, greva partijo, jaz sem vzel tiste lovce, a veste, lovc, črn lovc ima belo kapco, bel lovc ima črno kapco, a ne? In ko sem mu dal za izbrati figure, sem tako prijel oba lovca v roke, da se tle pri roki so se videle barve figure. On je videl črno in belo, v resnici pa, ko je udaril po beli, so bile črne figure. No, hočem reči, vse danes je iluzija, je na nek način, ne bom rekel prevara, ampak prefinjen trik, nam sugeriran strani vlade, strani medijev, in če tega ne vidimo, dragi moji, potem se odločamo narobe. Zmeraj gledamo to, kar vidimo in kar slišimo, nikoli se ne vprašamo, kaj stoji izza tega, kaj stoji v pesti. Vi vidite samo vrhan delček te kapce, ki se tukaj kaže črno pri lovcu ali pa belo na drugi strani. Ko pa odprem roko, je pa stvar povsem obratna. Tako nam mediji pokažejo v headlineu, v naslovnici, v špicah oddaje televizije, COVID, SARS-CoV-2, v resnici pa to ne obstaja, v resnici je pa to zapakirano v eno čudovito laž, samo pod pretvezo, da bi nas pocepili. Zato smo se v društvu odločili, da se igramo igro vlade in imamo to vso pravico, kajti društvo je registrirano, je pravno formalno narejeno in na podlagi zakonov, tako kot tudi oni sami odločajo o zakonih, tudi mi spoštujemo zakone, vendar mi delamo na podlagi zakonov, vlada pa na podlagi odlokov. Naj vam povem še nekaj, kar verjetno redko kdo tudi ve. Kaj sploh odlok je in kam spada? Težko vprašanje. Kaj je odlok in kam spada, v katero pravno področje?
Torej, vlada Republike Slovenije, kakor vsaka druga vlada, sprejema zakone in uredbe. Odloke sprejema občina. Da boste razumeli, da odlok sploh ni vladna stvar. A ne? In ko vlada sprejme odlok, pravzaprav prejme odloke za občine. In ko prejme odloke za občine, potem so župani tisti, ki, oprostite, nam serjajo po glavi z navodili trgovinam, podjetjam, šolam, vrtcem, vse to, kar vsaka občina za sebe vodi. Tako da, ta mreža nam vlada z odloki, ki so občinski, v bistvu občinski odloki. Dejansko pa sploh niso v skladu z uredbami, še manj pa z zakoni, ki so v Republiki Sloveniji, v državni upravi, veljavni zakoni. Zato pride do takšnih nasprotij. Torej, odlok odloča zelo podrobno, nadrobno stvari, kako morajo biti urejene, naprimer za redarje v mestu, kakšen je red v mestu, kje se sme stopiti, kaj se sme, kje se sme odvrči cigaretni ogorek, smeti, skratka v silne detajle. In nam odlok urejuje življenje, ampak te odloke bi morali izvajati mestne občine, ne pa vlada Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije je določena za to, da izvaja zakon, da nam postavlja splošna pravila, da na podlagi zakona daje uredbe, se pravi bolj natančna navodila tega zakona. Odloki so pa stvar občin, ne pa vlade Republike Slovenije, tako da glede na ta prekršek vlade Republike Slovenije se tudi v društvu lepo zahvaljujemo za to njihove odloke, ki jih sicer na nek način opazimo, ampak jih ne mislimo spoštovati, ker niso zakoniti. Toliko o tem kratkem skeču. In Miran, še enkrat hvala, da si to temo odprl. Jaz sem vam to seveda zdaj podal, bi pa povabil, preden se izteče čas, našo zlato Iviljano, ki je dobila mesto podpredsednice. In Iviljana, lepo prosim, da se za novo funkcijo predstaviš tukaj. Dobila si svojega otročka nazaj, izgubljenega. Tako da, evo, ti imaš sedaj v programu, da govoriš o dolžnosti članov Društva za srečno življenje Belis kot prva in edina ustanoviteljica društva in si kot mati, ki usmerjaš otroka, včasih ga je treba tudi malo po prstih udariti, zato ker zaide, ker ne pozna, ker nima izkušenj, ker ne ve, ker si ni dobro prebral pravil, zato je prav, da vse te stvari družno v tej COVID situaciji, ki je zelo težka, ki je nepredvidljiva, zaradi tega, ker ljudje preprosto ubogajo in ne razmišljajo. Če bi se vsi državljani Republike Slovenije uprli in rekli, mi gremo vsi v trgovino kupovati brez mask, zato ker ni zakonske podlage za masko in je tudi odlok ne more določati. Da bomo vsi v Sloveniji rekli, ne gremo se cepiti, ker je to svobodna odločitev na podlagi 7. alineje 5. člena zakona o pacientovih pravicah. Pacientovo pravico mi določa številka na kartici ZZZS, ki jo plačujemo vsi Slovenci in za katero država pravi, da je obvezno plačevanje. Torej, če je obvezno, je obvezen tudi zakon in če je zakon, ga mora država spoštovati. In ga ne. Potem smo se dolžni po uradni dolžnosti proti taki tiraniji braniti in se postaviti za svoja življenja, kajti to je edino, kar nam je v tem trenutku ostalo. Draga Iviljana, predajam ti besedo. In tukaj imaš člansko izkaznico in prosim, da podaš. Najlepša hvala, Mihael. Z vsem srcem se zahvaljujem vsem vam članom, ki ste danes tukaj in vsem članom, ki ste na Zoomu in tudi vsem tistem, ki boste preko Facebooka poslušali, nas spremljali danes ali naslednje dneve. Iskreno hvala, ker ste se tudi vi na en način odločili, to, kar sem se tudi jaz odločila leta 87. Za srečo, radost, mir, zdravje, za brezpogojno ljubezen. Moja pot, ki sem jo prehodila do danes, to je zdaj v bistvu dobrih 33 let, ko hodim po tej poti. Vedno vidim svoj cilj. Ne glede na to, kakšne ovire me spremljajo oziroma doletijo na tej moji poti. Ko sem šla iz
nevednosti, iz teme, iz bolečine proti novemu cilju. In to je, moj cilj je bil radost, sreča, brezpogojna ljubezen, da ji bom lahko dajala s svojim srcem, s svojimi dejanji, vsem bližnjim. Kadarkoli me je na tej poti doletela preizkušnja, kakršnakoli, sem se vedno morala spomniti, da sem se jaz zavezala, da bom problem reševala z brezpogojno ljubeznijo. Ne več klasično zemeljsko, s sodišči, užaljenostjo, zamerami, sodbami. Ni bilo lahko, priznam. Tudi jaz imam meseno telo. Imam stara prepričanja, stare vzorce, bi temu rekel. Naš dragi Rajko danes bo o tem govoril in sem zelo vesela. Eno izmed takih prepričanj, vzorcev je bilo, da sem neljubljena, da nisem vredna, da sem grešna. To ni enostavno zbrisati iz svojega mišljenja, iz svojih celic, iz svojih reakcij. Ni enostavno, priznam. Vendar je pa zelo vredno, da na tej poti vztrajamo. Kot nekdo, ki si odločil, da gre iz Ljubljane na Jesenice. Na poti ga lahko kaj preseneti, mogoče ga celo policaj ustavi in ga popisuje in celo kaznuje, če je mogoče prehitro vozil. Lahko ga ustavi Kranj, ker bi šel rad pogledat muzej ali pa na nogometno tekmo. Veliko je možnosti, da na poti od začetka, točke A, pa do cilja, da nas karkoli zmoti. Lahko je pot zelo dolga, odvisno od naših postankov. Vendar, če vidimo naš cilj, slej ko prej bomo prišli na ta cilj. Jaz se spomnim, ko sem šla na eno srečanje in sem imela izzive zdravstvene, sem rekla, ne bo me nič oviralo, da bom prišla na ta cilj, ki je bil takrat vmesni cilj. Tudi če bo treba po vseh 4 se priplaziti, tudi če bi bilo treba z berglami tja pridati, ali če bi me nosili na nosilih. To je ta odločitev, ko ne dovoliš, da te karkoli zemeljskega ovira na tvoji poti do tvoje svobode. Ljudje smo nehote v zaporih s svojimi lastnimi prepričanji, s svojimi lastnimi sodbami, z občutkom nevrednosti ali da se ne da, strahom pred smrtjo. Tudi jaz sem imela ta strah pred smrtjo. Ko sem pisala knjigo Iz pekla v raj, sem se zmogla soočati tudi z tem strahom pred smrtjo. In ko sem ta strah z brezpogojno ljubeznijo sprejela, se je ta strah spremenil v spoznanje, da smrti sploh ni. Smrt je, da ugasnemo brezpogojno ljubezen. Smrt je, da ugasnemo luč, da se odločimo za sodbo. To je smrt. Odsotnost svetlobe, življenja, ljubezni. Ste že kdaj videli, da bi mrtva žena rodila otroka? Ne more. Le življenje daje življenje. Samo življenje daje življenje. Ko posadimo semena v zemljo, iz njih zraste nekaj živega, ker so v semenih zametki življenja novega. In če posejemo z ljubeznijo, zalivamo z ljubeznijo, počakamo potrpežljivo na rezultate sejanja, bomo tudi želi. Ampak treba je vztrajati. In dragi člani društva Belis, vsi, ki ste se odločili za srečo tukaj zdaj na zemlji,
vztrajajte. Ne dovolite, da vas kakršenkoli odlok odstrani od vaše poti, od vaše sreče. Ne podležite strahovam, ne nasedajte besedi cepite se, cepite se, cepite se. Zato, ker cepivo ni življenje. Ni. V cepivih je veliko strupenega za telo. V cepivih ni ljubezni. Lahko blagoslovimo cepiva, res je. Tudi jaz rada izrekam besedo, naj se v strup v Sloveniji, v vseh cepivih spremeni v ljubezen. To moč imamo v sebi. Lahko spreminjamo strupe in jih blagoslavljamo. Lahko tudi obratno naredimo, lahko nekaj lepega, ne bom niti izrekla, spremenimo v nekaj drugega. Ampak mi smo tukaj v društvu, ki gremo iz trpljenja proti popolnosti, proti življenju, proti radosti. In kdorkoli na tej poti bo pomagal, mi smo tukaj, da vam pomagamo. Mi smo tukaj, da vam damo upanje, podporo, da se. Jaz sem živi primer, da se da. Ni mi bilo enostavno zadnjih par tednov. Ne, priznam, tudi jaz sem jokala, molila, prosila, odpuščala. Preko sebe sem mogla jeti. Preko svojih notranjih ran. Da sem danes tukaj in da vem, da smo zmagali v Društvu za srečno življenje, ker imamo novega predsednika, imamo novo upanje, ne glede na te zunanje ovire. Hvaležna sem Mihajlu, da je vztrajal. Hvaležna sem sama sebi, da nisem odstopila od osnovnega cilja Društva za srečno življenje, to je brezpogojna ljubezen in radost in sreča. To je cilj našega društva. Kdorkoli to krši, ne more biti naš član. Jaz osebno sem bila toliko iskrena do sebe, da nisem želela nič aktivnosti imeti na zunaj, dokler nisem tisto, kar sem jaz mogla odpustiti, ker je bilo na poti moji, da nisem bila srečna in radostna, da se nisem smejala. Ne moreš nekaj dati, kar nimaš. Ne moreš ljudem ponuditi poti v sreči, če si sam nesrečen, žalosten, poln zamere do zdravnikov, do tega, do onega. Ampak jaz sem garala, odpuščala, se ponižvala sama pred sabo in prosila Bog, kje si, pridi v moj srce, rada bi blagoslovila tudi morilca mojega sina. Rada bi ga objela z ljubeznijo tvojo. Ni enostavno, ampak jaz sem zmogla. Dolga je bila pot. Ampak jaz sem bila iskrena do sebe. In ker sem bila iskrena do sebe, sem uspela odpustiti. Ker sem se jaz osebno odločila za brezpogojno ljubezen. Vedno znova mi je prihajal na misel tisti stavek, ki ga je Jezus izrekel na križu. Izraelci so ga križali. Ranjevali so ga. Bičali so ga. Čeprav je 3 leta dobre stvari delal. Ljudem je vračal vid, obujal je mrtve. Bil je dober, ljubeč. In vendar je bil obsojen. In ko je bil obsojen na križu, samo izrekel besedo. Moj Bog, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. To so besede, ki jih moramo tudi mi velikokrat izreči. Moj Bog, odpuščam sosedu, saj ne ve, kaj dela. Moj Bog, odpuščam vladi, saj ne vejo, kaj delajo. Moj Bog, odpuščam ljudem, ki ne vedo, kaj delajo. Ker če bi vedeli, kaj delajo, tega ne bi delali. Ljudje so zavedeni v temah. In veliko je prebojenja v Sloveniji. Zelo veliko. Za mene je čisto vsak človek, ki dela zdaj na prebojenju, ki dela na radosti, ki dela na prebojenju. Del Društva Belis. Ni potrebno, da se je tudi podpisal, da je član Društva Belis. Hvala vam vsem, ki se trudite z resnico zmagovati v Sloveniji, ker resnica bo zmagala, ker resnica je najmočnejša stvar,
ker ne morejo nihče ubiti, nobeden ne more zapreti v zapor, ne morejo cepiti, ne da se. Dragi ljudje, resnica zmaguje v Sloveniji, mi smo živi primer tukaj danes. Ne glede na ovire, ne glede na sodbe, mi smo tukaj. In glede na to, da so cilji in nameni društva Belis jasno zapisani v članski izkaznici, prosim vsi člani, preberite jih, razmišljajte o njih. Prva alineja in zadnja alineja sta za mene najbolj pomembni. Prva je brezpogojna ljubezen, ki omogoča vse ostale alineje. Ker če vi nimate brezpogojne ljubezni, kako boste ljubili nekoga in ga spoštovali, ki je drugače misleč, druge vere, izpovedi? Kako? Kako boste sodelovali, če nimate brezpogojne ljubezni? Ne more se. In zadnja alineja, 10, v kateri bi sedaj nekaj besed spregovorila. Mi delujemo na podlagi naravnih zakonov. Smo mi ustvarili naravo? Mi ljudje? Smo mi naredili drevesa? Ne. Ne moremo. Lahko samo uživamo v pogledu na čudovit gozd, na čudovite cvetlice, na čudovito sadje. Danes sem bila na trgu, kakšen užitek je gledati vse to čudovito jesensko sadje, ki je že na tržnici, grozdje, fige, čudoviti izdelki, polni življenja, brez kemije. Lepo mi je bilo v pogledu na vso to barvitost. Smo mi sposobni grozdje narediti? Ne. Lahko ga pa sprejmemo, se zahvalimo, ga pojemo in smo hvaležni temu stvarniku, ki je to omogočil. Kemija ubija. Življenje daje življenje. In v naravi je življenje. Nažalost, ljudje, ki nimajo življenja, to naravo uničujejo. Zato smo ljudje, ki naravo blagoslavljamo. In so ljudje, ki naravo ubijajo, uničujejo, zastrupljajo. In če smo se odločili za brezpogojno ljubezen, sigurno bomo proti zastrupljanju, proti cepivom, ki zastrupljajo človeško telo in tudi ne nazadnje naravo, proti vsem tistim strupam, ki nam jih pošiljajo iz neba, proti vsem kemiji, ki jo dajo v vodo ali na hrano. Zato, ker ni potrebno. Stvarnik je naredil življenje. Ne smemo nič dodati, nič vzeti, da bomo lahko tukaj radostni, srečni, veseli živeli na zemlji, da bojo naši otroci v lepih domovih, srečnih in da bomo čutili to radost življenja. Ne strah, kdo me bo ustavil, kdo me bo kaznoval. A imam test. Nihče me ne sme siliti, niti v cepiva. Zakaj? Moje cepivo je ljubezen, brezpogojna ljubezen. Moja maska je prijazna beseda. Zakaj bi zakrivala svoje usta, če so usta za to, da kaj lepega povemo? Res je, so ljudje, ki skozi usta govorijo, ne bom niti rekla. Smo ljudje, ki širimo ljubezen in besedo, ki spodbuja, ki vzdravlja, so žal ljudje, ki sodijo, tožijo, zavidajo. Ampak mi jih lahko blagoslovimo. Mi člani v društvu lahko vsakega blagoslovimo, zato ker smo se zavezali prvi alineji 9. člena našega statuta. Vi ste to podpisali, dragi člani. Prva alineja je brezpogojna ljubezen, ne sodba, ne jeza, ne zamera, ampak ljubezen. In vse, karkoli delamo, delamo z ljubeznijo. In če kdo krši naravne zakone in matematično logiko, imamo pravico reči ne. In Mihael, hvala ti za vse to tvoje čudovito znanje, ko želiš, da naravni zakon živi v našem vsakodnevnem življenju, ker smo tukaj zato, da živimo, da se radostimo in da smo drugim prijatelji, bratje in sestre.
V 13. členu našega statuta so tudi dolžnosti članov društva. Pa bi se dotaknila 3. alineje. Da sodelujejo na prireditvah društva. Sodelovanje. V tem trenutku vi vsi sodelujete na tem lepem, čudovitem srečanju, 30. že. Sem hvaležna, da smo prišli do številke 30. Sodelujemo. Ampak vsak izmed vas se mora sam zavezati brezpogojni ljubezni. Podpisali ste člansko izkaznico, na kateri je vaše ime. Zdaj bomo imeli ime našega novega predsednika. Sedaj tisti člani, ki čakate na to člansko izkaznico, je žal malo daljše vmesno obdobje, ker po uradnem zapisniku imamo sedaj novega predsednika, ki bo podpisan na vseh naslednjih članskih izkaznicah. Ta članska izkaznica je zlata vredna. Spoštujte jo, cenite jo, hvaležni bodite, da je narejena. Še zlata je na beli podlagi. Kdorkoli bi karkoli delal, kar ni v skladu z statutom društva Belis, on ne more biti član našega društva. Lahko je v popravnem, v narekovaju, obdobju, ko se bo odločil. Ne more nekdo, ki sodi, toži in ovira delo društva, ne more biti del našega društva in del naše vizije. Ne more. Pa ne zaradi mene, zaradi sebe, ker se je sam odločil za sodbo. Sam se je odločil za zasebnost. Sam se je odločil za delo za denar. Mi ne delamo tukaj za denar. Mi delamo tukaj za življenje, za srečo, za radost, za ljubezen. Da se združujemo, da zmagujemo, da zmaga naravni zakon v našem vsakodnevnem življenju in v naših dejanjih, besedah, v medsebojnem druženju in v naši skupni viziji, ker Slovenija je dežela, prelepa, da bi v njej živeli bolani ljudje, da bi v njej živeli sodniki, ki sodijo dobro, ki ubijajo dobro. Prelepa je dežela, da bi v Sloveniji živeli priprljivci, zavisneži in tisti, ki imajo na prvem mestu denar in ne ljubezen. 4. alineja dolžnosti članov društva je, da spoštujejo statut ter odločbe in sklepe organov društva. Spoštovanje je zelo pomembno. To društvo ni nastalo letos. To društvo je nastalo že leta 2002. Ustanovila sem ga z ljubeznijo. In to društvo bom tudi z ljubeznijo naprej vodila in sem vesela vsakega člana, ki se odloči za članstvo v našem društvu. Vesela sem za novo vodstvo. Hvala vam. Hvala gospodu novemu predsedniku. Hvala, da je prevzel to mesto. Vem, da je razmišljal dolgo časa. Zato je toliko časa minilo od odstopa naše bivše predsednice pa do izvolitve in potrditve novega. Ni se odločil čez noč. Njegova odločitev je prišla iz njegovega srca. In kot ste videli, ima veliko srce, je pošten, ima sveto družino, ima čudovit zakon, ima svoje prihodke in ni tukaj tega mesta prevzel zato, da bi z donacijami izboljšal svojo finančno situacijo. Tudi jaz, niti moj mož, nista tukaj v tem društvu tako aktivna zaradi izboljšanja finančne situacije. Verjemite mi, da ne. Srčno imamo vizijo, da bo Slovenija dežela srečnih, radostnih, blagoslovljenih ljudi in to se že dogaja. 5. alineja dolžnosti članov društva je, da z osebnim zgledom in z prizadevanjem pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva. Z osebnim zgledom. Kaj je brezpogojna ljubezen? A je brezpogojna ljubezen, ki je prvi cilj našega društva, najpomembnejši cilj, mogoče sodba? Neiskrenost? Dvoličnost? Ne.
osebni zgled je zelo pomemben. Jaz nisem tista, ki sodim kogarkoli izmed vas. Nikogar nisem, tudi ne bom. Ne zanima me vaša preteklost. Mene zanima vaša sedanjost in vaš cilj prihodnosti. Vsi smo v preteklosti bili zavedeni v teminah in smo marsikdaj naredili tudi nekaj, kar danes ne bi. Ker smo bili del sistema, del vzorcev, del prepričanj, ker smo bili še toliko meseni. Ampak važna je današnja odločitev. In če ste se danes odločili za srečno življenje, gremo skupaj do popolne sreče. Skupaj. In zmogli bomo. Imamo čudovito novo vodstvo. Hvaležni smo, Mateji, res smo hvaležni, tudi jaz sem jih hvaležna. Ampak ko se je odločila za zasebno, mene je prizadela, priznam, ampak sem sprejela brezpogojno. In ker smo sprejeli, smo nadaljevali to poslanstvo. In zato imamo tudi novo vodstvo. Ker sem jaz brezpogojno to sprejela. 6. alineja, dragi člani društva, v 13. členu piše, da plačujemo članarino kot prostovoljni prispevek po lastni presoji. Mi nimamo tukaj nobenih finančnih skrivnosti. Ne prodajamo znanja, ki ga imamo z Mihaelom in vsi člani, ki smo aktivni, mi tega znanja ne prodajamo. Ne za 5 evrov, ne za 100 evrov, ne za 300 evrov. Ker to znanje je toliko vredno, da nobeden od nas ni toliko bogat, da bi ga lahko plačal. Zato tisti, ki karkoli lahko in karkoli ste prispevali kot donacijo z ljubeznijo, hvala vam. S tem denarjem se tiskajo članske izkaznice, vse listine, vse to, kar tukaj Mihael za nas 24 ur na dan dela, tudi ima določene stroške. Omogočite nam delo, hvala vam. In če bo kaj več denarja, bomo s tem denarjem delali dobra dela. Jaz imam svojo penzijo, moj mož tudi še svoje delo. Tukaj ne delava zato, da bova midva imela BMW-ja pred vrati. Mava vsak svoj električni skiro in sva srečna. Sva skromna, ampak duhovno zelo bogata. In vse sodbe, vse govorice so govorice. Tisti, ki boste karkoli darovali, prosim, darujte z ljubeznijo, ne kot obveznost, ker nimate nobene obveznosti. In že naprej srčno hvala za vsak vaš dar. Zelo je pomembna tudi sledeča alineja, da skrbijo za ugled društva v javnosti. Ugled društva v javnosti in bo ta teden, aleluja, zmogli smo. Brezpogojno ljubeznijo smo tudi to preživeli. Smo preživeli, zato smo danes tukaj. Tisti, ki kakorkoli rušijo ugled društva Belis, ga rušijo zato, ker ne vedo, kaj delajo. Zato jim odpuščamo, blagoslavljamo jih. Zato bo vedno več članov društva Belis. Zakaj? Ker bomo vsi spoznali, da samo skupaj bomo šli lahko v novo sveto, rajsko Slovenijo, ker bomo vsi radostni, srečni in ker bomo resnično negovali življenje, ker življenje mora ostati življenje in ne trpljenje. Seveda je tukaj pomembna alineja, dolžnost članov društva, da s tem, ko ste se včlanili, ste se avtomatično s podpisom včlanitve strinjali tudi s našim statutom. Naš statut je zelo obsežen, 59 točk ima. Prosim, preberite ga. Prostovoljno ste se vpisali in prostovoljno lahko vsak zapusti članstvo. Prostovoljno je Mateja sprejela svojo vlogo predsednice in prostovoljno si ji odpovedala. In to smo sprejeli prostovoljno in z ljubeznijo. In s tem bi jaz danes zaključila ta moj prispevek z besedo. Hvala vam, da ste nas podprli v teh dnevih. Hvala, ker nas boste naprej podpirali. In hvala, ker bomo skupaj šli po poti sreče, radosti v Sloveniji in popolne svobode za vsakogar izmed nas. Da bomo to, kar smo, Belis otroci radosti, miru in ljubezni. Hvala lepa.
Draga Emiliana, iskrena hvala za te čudovite besede. Po moji oceni eden boljših govorov zadnjih. Zoom srečan, draga Emiliana, povedala si bistvo, povedala si stvari takšne, kot so, in tudi jaz se pridružujem enakih misli. Bi pa povedal na koncu samo še to, da ves teden so me klicali člani in mi pisali po elektronski pošti, da se čudne stvari dogajajo na družbenem omrežju Facebook in tudi drugje. Sporočam, da sem pač v celoti blokiran na tem družbenem omrežju, zato se nisem niti mogel, tudi če bi se hotel javiti, ker tudi če like stisnem, je blok. Skratka, ne morem teh stvari niti slediti, niti videti. Je pa zanimivo, da sem z druge strani dobil pa informacijo, da ljudje, ki so to opazili, da so se postavili po statutu in društvu zagovarjali takšno, kot je, v resnici je. Z ene strani, z druge strani pa seveda veliko negativnosti in raznih idej in misli, kaj bi si ljudje delali, kako bi prišli do svojih kmetij, do svojih samooskrbnih poti na račun drugih ljudi, kar je pa v društvu ne dopuščamo in je to nedopustno. Tako da, dragi člani, iskrena hvala za vašo podporo, za, bom rekel, to obrambo, za katero niti ene besede nisem rabo izgovoriti, ampak je društvo samo pokazalo svoje srce, svojo namembnost, svojo pot in to, kar v resnici smo. Iskrena hvala vsem, vidimo se čez 1 uro. Hvala. Hvala.